Zdravljeni v podkastu Oskarizmi, potovalni podcast. Tokrat bomo rdečo nit tehle druženj ob kavi, oziroma zdaj imamo vodo, ki se še vedno in se tudi bodo spraševala, zakaj pravzaprav potujemo, razširili na eno tako polje eksistenčnih vprašanj, ali pa mogoče celo tudi polje nevidnega ali pa duhovnega. V kakšni povezavi so lahko zdaj potovanja s temi ključnimi eksistenčnimi ali pa eksistencialnimi vprašanji, kako jih nagovorijo, a so lahko konec koncev potovanja tudi terapevtska v nekem smislu. Poleg Oskarja, ki ga vsi zelo dobro poznate, lepo pozdravljam Mateja Škufco. Matej je vrhunski strokovnjak na področju postavitve družine, pa tudi ustanovitelj Inštituta za fenomenološke terapije. In v spregi z Oskarjem izvaja tudi zelo uspešno, kako bi rekel, potovalno serijo postavitev družine. Pozdravljena oba. Živijo. Zdrav. Kako sta? V redu? V redu, delovno. Ja, v pričakovanju. Ok. Ne, se prvo vprašanje poznata, ne, oziroma Oskar ga pozna. Ti še ne, dogovorili smo se, da se tikamo. Ne. Kaj bi rekel, zakaj ljudje potujemo? Kaj nas nagovori, da gremo nekam in pridemo nazaj? Ja, tle jaz vidim to potovanje kot, da gremo ven iz enih okvirov, kjer smo navajeni. Grejo ljudje, bom rekel, z nama oziroma z Oskarjem, z mano na potovanje, grejo tudi ven iz cone udobja. Se premaknejo in ti premiki potem pustijo svojo sled, tudi ko se ljudje vrnejo. In je, ko z Oskarjem rečeva, da je potovanje recimo na Madeiro in v sebe. Ja, tudi je intenzivno znotraj in intenzivno je tudi zunaj. Vsako potovanje je verjetno na nek način zavedno ali pa nezavedno tudi po nesreč lahko potovanje v sebe. Ja. Zdaj te tako, mogoče kot strokovnjaka za človekovo duševno sprašujem, ne, po teh motivih, ne, da enih motivov verjetno se zavedamo, drugih se ne zavedamo, ne, kaj bi lahko rekli o motivih? Jaz bi rekel, da je motiv za to potovanje je motiv, ki ima željo po spremembi. Dejansko tako spremenimo prostor, v katerem živimo, ampak tudi sami si želimo ene spremembe, ljudje si sami želijo nekaj spremeniti. In če si želijo spremembe, pa morajo sami v tej spremembi sodelovati tudi. Večina ljudi se v bistvu boji sprememb, ker so skozi leta in desetletja navajeni na določen stil življenja, pa na določene odnose. In tudi če so odnosi slabi, so pač navajeni na slabe odnose. In to, kar je noro v bistvu slišati, je, da se bojijo nečesa, kar bo spremenili njihov odnos. Ker tudi če je odnos slab, ga imaš vedno pod kontrolo. Sicer je slaba kontrola, ampak kljub temu je kontrola. In zato, da grejo na potovanje vase, rabijo zbrati veliko poguma, da se premaknejo. In ti premiki so bolj pomembni za njih, ker vsak lahko spremeni samo sebe. V bistvu to tudi in potovanje, da je vsak samo s svojim kočkom. Ne rabimo še od cele družine zravno vse, kar ne bo šlo. Razumem, ampak zdaj, da pridemo mi do točke, ko smo pripravljeni samega sebe na nek način spremeniti ali pa sploh pogledati v samega sebe, ne, to je že kar ena pomembna prelomna točka, ki terja od človeka nekaj samospoznave, pa tudi nekaj poguma, ne, da se zaveda nekega trenutka, potrebno je pogledati vase, zdaj bom jaz recimo, nekje sem zvedel za ta produkt, ki ga delata Oskar in Matej, in se bom prijavil na postavitev družine, ki poteka na Madeiri. Ampak jaz bi mogoče rad, da preden mi pridemo do tega segmenta potovanj z neko duhovno ali pa z neko nadgradnjo tega nevidnega, ne, da bi mogoče začeli splošno potovanje, potovalno publiko, ne, da nagovorimo tiste, ki morda sploh še nimajo teh potreb, da bi vstopali vase ali pa povpraševali po taki obliki potovanja, pa da bi mogoče se poskusili za začetek pogovoriti o motivih, ki te nagovarjajo k temu, da sploh greš potovati. Ne? Zdaj, kaj je lahko potovanje? Potovanje je lahko, zdaj čez glave razmišljam, je lahko tudi beg. Kaj bi rekel na to? Ne? Na koncu potovanja si vrneš na isto točko. Ja. Uspešen beg potem. Pa za 14 dni zbežiš.
Ampak se mi zdi, da ljudje običajno potujemo točno na tak način. Ne? Ljudje smo pač zapisani neki eksistenci, skratka, želimo si neke stalnosti, neke konstantnosti, prepričujemo se, da nam je v tej vlogi ok, in potem enkrat na leto zbežimo nekam za 14 dni v nek sanjski svet, odkudar se vrnemo spet nazaj in vedno znova trčimo v isto realnost. Ja, ljudje, ki grejo z nami, bi lahko rekel, da spoznajo to, da jim ni všeč v tisti realnosti, da jim ni več všeč, da je ena točka bolečine tako visoka, da rečejo, da si ne želijo več tega in grejo na to pot zaradi tega, ker hočejo pri sebi nekaj spremeniti, da se bodo drugačni vrnili nazaj in da bodo na enem drugem nivoju odnosa lahko šli naprej, tudi v drugem odnosu do sebe. In to je potem ena sprememba, v kateri sodelujemo in na oni sodelujemo. Želja po spremembi, ampak Oskar, je potovanje res vedno želja po spremembi, ne? Ker včasih kakšne potovanja izgledajo tudi tako, kot da so želja po nespremembi. Ja, vsekakor, ko se nekam premikaš, se premikaš zaradi nečesa, česar nimaš doma. To je tako filozofsko izhodišče. Okay. In temu lahko rečeš, ja, želja po spremembi. Je pa odvisno od domačega življenja. Recimo v 60 letih je bila želja po spremembi, da si šel nekam, si se sprostil in spočil. To so bile počitnice. Ne? Potem v 90 letih, ko smo prišli bolj na sedeče delo in tako dalje, je postala želja po znanju, spoznavanju nekih novih stvari, odkritih in tako dalje. In so ljudje začeli s potovanji. Se pravi, potovanji, turistični potovanji, so šli okrog, okušali so hrano, spoznavali katedrale in vse te nove piramide in tako naprej. Ne? Potem sem v začetku, se pravi v 21. stoletju zdaj, se pojavlja trendi, pa v bistvu kako še nadgrajeni, ne samo to, da nekaj spoznaš, ampak si želiš tudi izkusiti, doživeti deželo, jo doživeti, se pravi, tukaj se jaz postavljam kot glavni igralec, ki doživljam, ne? In hkrati, ko je pa ta sprememba poudarka iz okolja, iz neke katedrale, iz enega templja ali pa iz neke piramide, k meni kot doživetju, se pa začne počasi bližati samemu sebi. In tukaj se dogaja zdaj tudi vedno več, ko sem pa jaz glavni igralec v tem potovanju, se pravi zdaj in tudi mislim, da v prihodnosti, se vprašam, kdo sem pa jaz. In se takoj začne ukvarjati s tem svojim notranjim svetom. In to potovanje postane doživetje, pa je doživetje hkrati zunanjih stvari, hkrati sebe lastnega. Lahko rečemo, da je doživetje sestavljeno iz interakcije med mojim notranjim svetom in med zunanjo resničnostjo, ki je drugačna. Ne? Tako da, če zdaj malo rezimiram, zakaj potujemo, je odvisno od tega, kakšno je moje domače življenje. In pa definitivno se mi zdi, da potujemo zaradi dobre zgodbe. Zdaj, kakšna je dobra zgodba vsakega posameznika, je različna, ampak vedno bolj pa opažam tudi jaz, da je vedno več ljudi, ki se želi na potovanju, poleg tega, da dobro je in pije, gre tja, se lahko tudi, ne vem, kopa v morju, se lepo ima in je sproščen in spoznava in tudi izkuša sebe, izkoristiti teh teden, 2, 3 svojega prostega časa za nek osebni razvoj, za neko soočenje s samim sabo in pa zato, da se vrne domov nadgrajen. Z neko novo inspiracijo, z nekim navdihom, z nekim bogatstvom in da, ko pride domov, zaživi neko nadgrajeno, rečemo temu, boljše življenje. Okay. To bi kot izhodišče postavil. Krasno izhodišče, ampak to je eno tako pozitivno priporočilo. Zdaj pa Matej, ne? Recimo jaz bom z lastno izkušnjo postregel. Meni se zdi, da sem jaz dolga leta v življenju potoval pravzaprav ne zato, da bi našel samega sebe, ampak zato, ker sem bežal sam pred sabo. Jaz vem, da sem tako recimo, če bi žanrsko opredelil dva pomembna tipa mojih potovanj, sta bila oba ekstremna. Ne? En tip mojega potovanja, ponovadi sem tako razdelil poletje je bilo to ekstremno hedonistično popotovanje, kjer sem recimo 7 dni nekje sedel, jedel pa pil. Ne? Drug del je bil recimo ekstremno fizično potovanje, ker sem se pa takrat ukvarjal pa po 10-12 ur na dan z enim dosti ekstremno obliko gorskega kolesarstva, ki mi je pustila polno nekih poškodb. In zdaj, takrat se mi je zdelo s tem vse v redu. Takrat se mi je zdelo, da to tako more biti. Ne? Zdaj, z današnje perspektive gledam pa mogoče na to početje bolj v smislu nekega zelo prozornega bega samega pred sabo. Ne? To je dost, se mi zdi, pogosto. Pardon. Poprosti, Oskar, to me pa res zanima, kaj bo Matej rekel. Ja, zelo veliko truda si vložil v ta beg, ampak niti uspel.
si se pa zelo potrudil. Zakaj mi ni uspelo? Investicija je bila dobra. Ja. Potovanje. Investiral si veliko, ampak rad ti ni. Ja. Ja. Tako da, že pred začetkom bi lahko vsak človek videl, da pred sabo ne bomo mogli pobegati. Lahko bežimo, ampak pred sabo ne moramo zbežati. Tega ne vemo. Ja, ampak dejansko se tudi nisi zavedal, da si bežal sam pred sabo. Pol je tudi pri tebi se kar enkrat se mu nekaj te ostalo v življenju in si rekel, da očitno to ni pomagalo, moram eno drugo pot poiskati. Te poti so bile tudi poti, na katerih si veliko se lahko naučil in so bile definitivno smiselne in so ti dragocene izkušnje. Ampak si rekel, če hočem res eno spremembo, moram očitno zamenjati pot in iti po eni drugi poti. In si se pač odločil po eni drugi poti. In različne poti imamo in v tem kontekstu vsaka od teh poti zna biti zanimiva. Nobena pa ni, končni cilj v tem kontekstu ni, da bomo zbežali sami pred sabo, ker ne moramo zbežati. Na koncu poti smo se domov vrnili. Ja, nismo tudi svojo družino mogli zbežati. In moramo te videti potem, da velikrat mogoče, ne da se mi zavedali, ljudje bežijo tudi pred svojo odgovornostjo. Ja. In ker ne vejo, kaj je smisel življenja. Recimo odrasli, ja, ali pa mladostniki. Ker vejo ali ker ne vejo? Ker ne vejo. Ja. Ja. In pač živimo v enem takem čudnem svetu. In v bistvu se bi morali vsi zavedati, da je smisel življenja, da prevzamemo odgovornost za svoje življenje, ker s tem dobi življenje smisel. Ja, in da smo pripravljeni to tudi narediti, da ne čakamo na druge, kaj bo drugi naredili, da nam bo šlo boljše, ampak da sami nekaj naredimo, da nam bo šlo boljše. In da postanemo v tem kontekstu tudi bolj zahtevni sami do sebe, da vemo, da nismo v redu taki, kot smo, ampak da imamo en potencial. Ja, in da ne lažemo več sami sebi, ja, ker niso drugi krivi, da nam gre slabo. Lahko to govorimo celo življenje, ampak ne bomo se nič premaknili. Ja. So drugi tudi vplivali na naše življenje, nekateri na pozitiven način, nekateri na negativen način, ampak v končni fazi moramo sami se odločiti, kaj bomo mi naredili, da nam bo šlo boljše, ne glede na to, kar bodo drugi naredili ali pa ne bodo naredili. Glavno, da mi naredimo. In to je potem tista, jaz rečem, osebna odgovornost za moje življenje, za moje odnose, ne vem, za moj partnerski odnos, za moje otroke in za mojo družino. To je potem tisti glavni smisel. Kaj ima smisel vse drugo, če nimamo tega. Potem sam živimo. Ja, potem gremo res lahko. Pač doma ležimo, potem gremo pa še en teden ležati nekam, kamorkoli v svetu. Ja, pol nazaj pridemo za ležanje. Ni bistvene spremembe. Okay. To je en ekstrem. Zdaj poznamo ta koncept teh zaležanih počitnic, ne, ki je še vedno, se mi zdi, precej popularen, ne, ki že nadaleč sporoča, da ta človek si želi neke konstante, ta človek si ne želi sprememb. Ne, ampak potem imamo pa drug ekstrem iskalcev. Ne. Imamo ljudi, jaz sem imel kar nekaj, oziroma to že skoraj na ravni enega tazga popkulturnega fenomena ali pa tudi klišeja, so ti iskalci, ki potujejo z namenom, da bi našli samega sebe, ne, ampak pol na koncu se pa ne najdejo. Ne. Ali se vedno na koncu potovanja človek najde? Odvisno, ne. Vsak potuje z svojim namenom in uresničuje na potovanju svoj namen. Ne. Ko sem se rad navezal, Matej, ki si mi dobro istočnico dal, ne, ko si doma si v nekem trenutnem stanju, kakršnem si, ne, in zdaj to stanje, jaz čutim, je veliko tudi zaklenjeno, ker so obremenitve, imaš neke svoje obremenitve, obveznosti, vse skupaj in doma zelo težko nekaj spreminjaš. Da bi, kar je tako, kot bi, ne vem, v polni predstavi hotel zobnike spremeniti. In tukaj potovanje kot priložnost, da ko greš nekam izven domačega okolja, ko si razbremenjen te svojih bremen, odgovornosti in vsega, kar je v domačem življenju, ko imaš lahko več časa zase, ko si v enem takem umestnem, praznem prostoru, lahko bi temu rekel, kot eni sklopki, ne? Zobniki so narazen, lahko se vsak vrti po svoje in tukaj imaš ti priložnost narediti nekaj, da po te zobnike postaviš v konstelacijo, kot si sam želiš in s to novo konstelacijo prideš domov živeti in živiš neko nadgrajeno življenje. Tukaj jaz vidim to priložnost potovanja. Ampak to ni samoumevno. Se pravi, če ti greš s tem namenom, potem se ti to lahko zgodi, se pravi, gre za potencial potovanja in ti to omogoča, nikakor pa se to ne bo samo zgodilo.
Ker če ti greš brez tega namena, če je samo zato, da bo šel eno avanturo ali pa ležati en teden nekam, kamorkoli po svetu, ni razloga, da bi bilo karkoli drugače, ko se vrneš domov. Težava je že z motivom samim. Zakaj bi si sploh želel to? Recimo, če jaz živim tukaj eno čudovito eksistenco, če imam na Facebooku čudovite podobe svoje družine, svojega avtomobila, lepo postrižene žive meje, ja pa zdaj bom šel pa na dopustu brskati po patološkem drobovju lastne osebnosti. Dokler misliš, da ti je vse super, gotovo ne rabiš tega. Ne? Ampak slejko prej pa se mi zdi, da če pa misliš, da lahko še kaj nadgradiš, ni nujno, da se imaš slabo ali pa da ti je grozno ali pa karkoli. Mislim, da je tukaj veliko ljudi ali pa vsaj ki pa razmišljajo, kaj bi lahko še naredil zase, da bi moje življenje bilo še bogatejše, še bolj ustvarjalno. In tudi, če mi nič ne manjka na tem svetu, grem na potovanje, izkoristim priložnost, ni mi treba veliko, jaz lahko zraven še vedno uživam vse skupaj, izkoristim to priložnost sklopke, da naredim in očistim še del, recimo neke svoje duše, ali pa spoznam še delček sebe, ki je prej spal, in ko pridem domov, ali bolj prebujen, ali bolj nadgrajen, ali pa z nekimi novimi idejami, kaj bi še lahko počel v življenju. Ni potrebno, da si ti zdaj ranjen, prizadet, totalno v štali ali pa karkoli. Ampak vsako potovanje pa daje to priložnost. Zakaj jo ne izkoristiti? To je moje vprašanje. To vprašanje lahko predamo Mateju. Zakaj ne tega izkoristiti? Oziroma, zakaj tega ne izkoristimo v polnosti, kadar potujemo? Oziroma, na kak način izkoristimo? Jaz sem se zataknil na prvnih slikah na Facebooku. Zakaj so te, s čim so te nagovorile slike? Ja, se mi zdi, da je pomembno, če si se zataknil. Ljudje, ki grejo z mano na potovanje, pokažejo tiste slike, ki jih ne objavljajo na Facebooku. In tiste so važne, da se z njimi soočajo. In ko se soočajo s tistimi slikami, ki niso na Facebooku objavljene, to soočenje pol pripelje do spremembe. Ker vsi tisti nasmejani obrazi na Facebooku, v veliki večini, so žalostni obrazi. In vidimo pol, da je v bistvu vse skupaj samo maska. In da je realno življenje nekaj drugega. V tem kontekstu tudi. Te slike so toliko realne, koliko realno je število prijateljev, ki jih imajo ljudje na Facebooku. Temu ustrezajo realnost slik. Ja. In ko se s tisto temnostjo stranjo ali pa težjo stranjo realnosti soočimo, pol bo mogoče definitivno je za to potrebno več poguma, ampak so tudi rezultati potem drugačni. Lahko pa lažemo pač sami sebi, pa vsake 5 minut nekaj objavimo na Facebooku, nekaj nasmejanega, pa veliko sreče na tej poti vsakmu. Vsak se bo potem sam odločil, kjer realnost bo živel. Ker življenje ga bo streznilo, definitivno. Zakaj na Facebooku ni tistih žalostnih podob? Ker Facebook ne služi temu. Ja. Pač ima svoj namen, ne vem. Vzdrževanje maske. Ja. Kako bi lahko na potovanji zdaj pogledali skozi ta arhetip romanja? Kdaj potovanje postane romanje in kaj sploh je romanje? Ne? Jaz vidim vsako potovanje kot eno duhovno dejanje, ki izhaja pravzaprav arhetipsko iz romanja, ko so včasih ljudje, recimo v srednjem veku ali pa še prej, celo zgodovino, potovali z nekim višjim namenom, se pravi ne za preživetje, ne za reprodukcijo, ampak so šli v neki Jeruzalem, šli so v eno Meko, šli so v Varanasi, čez vse tiste težave in napore in nevarnosti, in veliko od teh ljudi nikoli ni prišlo nazaj, samo zato, da bodo živeli neko ekstatično stanje, nek zanos, nek kairos, ne? Ko bodo prišli na Kristusov grob, ko bodo prišli v Meko, ko bodo prišli v Varanasi, ko bodo prišli pač na tja, kamor so bili namenjeni, da bodo dosegli neko stanje, ki je, lahko rečemo, tisto, takrat so oni temu rekli, duhovna neka katarza, nekaj karkoli, ne. In to je bilo v preteklosti edino potovanje, kjer so ljudje prostovoljno potovali in so bili pripravljeni iti čez vse napore. Namreč potovanje je bilo vedno
mišljeno kot napor. In še danes, ko gremo kakšne odmaknjene kraje, recimo severnega Irana ali pa nekam v centralno Azijo, in te kakšni starejši ljudje vprašajo, Oskar, kaj ti je hudega doma, da si šel na pot, da si zdaj tukaj, ne? Ker ne more razumeti, da če bi tebi bilo vse doma v redu, da bi ti zdaj potoval tam po teh krajih in jih obiskoval, ne? In zdaj pa ta zanimivost v preteklosti, se pravi se v 60-ih letih, 50-ih letih prejšnjega stoletja, spremenila v en trend, v eno potovanje, in danes so potovanja pravzaprav prestiž, danes so prostovoljna, danes potujemo masovno, lahko bi celo našo civilizacijo poimenovali potujoča civilizacija, ne? Danes so sicer poudarki drugi, velikokrat bolj na hedonistični strani, ne, potujejo na počitnice, zato da so, tako smo se prej pogovarjali o tem, ampak v vsakem potovanju je prisoten ta vidik romanja, torej odrekanja, namreč če hoče človek iti, mora vložiti nek svoj prosti čas, nek denar, se pravi odreči se, nekaj, kar je nesmiselnega za preživeti in reprodukcijo. Za ta isti denar, da greš ti nekam na počitnice ali pa na potovanje, bi lahko tle zgradil pol garaže. Čeprav mene to, kar razlagaš, nagovorili z nečim drugim, pa bi mogoče Matej, ne, se mi zdi, da današnja potovanja, saj v veliki večini, če pogledava industrijo potovanja, ne, in načine, kako potujemo in kako so strukturirane počitnice, recimo povprečnega pripadnika našega zahodnega razvitega sveta, bi rekel, da potovanja v svojem temelju zanikajo to temeljno namero potovanja oziroma romanja, da se ti nečemu odrečeš, da tudi nekaj pretrpiš, da bi na koncu našel neko spoznanje v svojem notranjem svetu. Ampak se mi zdi, da so potovanja v tem času v veliki večini, ne, pustimo zdaj ta specialistično duhovna potovanja ali pa to, kar se zgodi v določenem segmentu ali pa v določeni evoluciji, predvsem zasledovanje neke norme, iskanje lajkov na Facebooku, ne pa tega, kar ne bi romanje bilo. Kaj to pove v naši družbi? Matej. Dejansko je že vprašanje že odgovora, ne, ko pogledamo, kakšna je slika. Je pa tudi vprašanje, tako romanje, jaz slišim tako zadaj tudi en roman, ki ga sami pišemo, lahko je to drama, lahko je tragedija, lahko je grozljivka, lahko je ljubezenska zgodba, lahko je romantična komedija, lahko je pa ena avtobiografija, ki smo se odločili, da jo bomo sami pisali, ko vidimo, da določene figure v našem življenju oziroma v tem romanu noter ne moramo zamenjati in se moramo z njimi soočati. Lahko pa dejansko včasih tudi kakšno figuro zamenjamo in rečemo, da se ne gremo več teh odnosov z nekom. In potem je to romanje tudi na eni poti, kjer sami prevzamemo odgovornost za potek te poti. In tako, ko velikokrat rečem, da ne čakamo druge, da bojo pisali naš roman. Lahko mu pa damo. Lahko pa rečemo, da bo nekdo drug pisal naš roman, sem potem mi damo svojo odgovornost nekomu drugemu in se ne rabimo čuditi, kakšni bojo rezultati. Ker ta drugi, ki piše naš roman, sigurno ne bo pisal tisto, kar je najboljše za nas. 100% ne. Ampak bo pisal to, kar on misli, da je najboljše za nas. Ampak ne vemo, če ve, kaj je najboljše za nas. Se pravi, da moramo sami vzeti, bom rekel, tisto težo odgovornosti. In to je verjetno največkrat ponovljena beseda v mojem delu, da je čas, da prevzamemo odgovornost za svoje življenje. In seveda poti do te odgovornosti je pa verjetno to, kot je ljudi. Ne? Se pravi, če zdaj, da to še malo obrnem v ta smisel in bistvo potovanja. Ne? Se pravi, za vsakega izmed nas bi glede na njegovo stanje obstajalo oziroma obstaja točno določeno potovanje. Ne? A bi zdaj lahko ti kot strokovnjak za človekovo duševnost, zdaj bom to zelo karikiral, ne mi zameriti, bi rekel, ti imaš težave z odsotnim očetom, ti greš hoditi kamino, ti imaš težave z mamo, greš na tako potovanje. Zate je to. Jaz v sami osnovi že ljudem samim pustim, da se odločajo. Ker nekdo bo ogromno pot naredil, pa bo mogoče, če ga bomo pozvali, bo naredil samo en korak. In en bo šel kamino. Ja. In bo imel časovno in prostorsko bo večjo pot opravil. Mogoče bo tisto, ki je naredil en korak, naredil globi korak od tistega, tudi če bo šel 5-krat kamino gor pa dol. Ja, ker potem gremo lahko tudi v tisto ekstrem,
Ja, kolikrat sem prehodil kamino. Ja, mislim. Ja. In nekdo bo naredil en korak in je tisti korak pomemben za njega. Nekdo bo 3 korake naredil. In v tem je vsak od nas edinstven. Nekdo bo šel, ne vem, v Rim. Ja. Z moje strani so vse te poti prave, ampak odločiti se moramo, da bomo šli po eni poti. Ja, in da sebe poslušamo, kaj si mi želimo. Da si sploh moramo vprašati, kaj si želimo. Ja, ker nekdo drug ne more vedeti, kaj mi želimo, če sami ne vemo, kaj si želimo. Ja, sami se moramo vprašati, kaj si želimo. In to je eno tako predrzno vprašanje. Ja, ker ljudje se ne upajo biti srečni. Želijo se biti, ampak se ne upajo biti. Je to zelo zagatno vprašanje. Ne? Kaj pa, če ni odgovora? Jaz sem se ga večkrat poskušal vprašati. Ne? Kaj si želel vprašati? Ja, samega sebe, ne? Kaj si želim. Ja? Ampak odgovor na to vprašanje ni tako enostaven. Ja. Se moraš večkrat vprašati. Se moraš vzeti čas na... vsi odgovori, ki imajo težo, so tisti odgovori, ki jih ne zdrži, zaradi tega, ker bi pomenili, da če si dovoliš, da si srečen, ja, boš že kršil pravila v svoji družini. Ja, ker boš bolj srečen, kot so bili tvoji starši. Ja, in potem se lahko odločiš, ja, da si daš tiste odgovore, da boš zvest svoji družini, ja, in boš ostal na istem nivoju kot oni, ali si boš pa tiste odgovore dal, ki so predrzni, ja, da boš rekel, si dovolim, da mi gre boljš. Ja, videl sem, kako gre njim, ja, oni so tam ostali, je v redu za njih, jaz sem se nekaj naučil, ampak moji odgovori so bolj predrzni, zato ker si drznem biti srečen. In je predrzno biti srečen. Ampak moramo potem iskati pri sebi. Ja, če že vemo, česa se ne želimo, je že v redu, ampak je fajn tudi vedeti, kaj si želimo. To je zelo zanimivo. Skratka, mi zdaj želiš povedati, da po neki naravni inerciji želimo eksistirati v tistem okvirju, ki nam ga je ponudila naša družina. Dejansko smo imeli ponujeno na jedilniku, a smo hoteli mi ta jedilnik ali ne. Seveda, ne. In iz tega vzora, ko smo ga tam imeli, ja, iz tega vzora so nastali naši vzorci. In ti naši vzorci pomenijo okvirje, v katerih živimo. Ja, tudi okvirje sreče. Koliko je dopustno, koliko ni dopustno. Kaj je preveč, kaj je premalo. In te vzorci nas imajo. Ja, te okvirje imajo nas. In če želimo iti preko teh okvirjev, ja, potem moramo zbrati pogum za ta prehod čez, ja, da malo razširimo te okvirje. Da lahko malo globoko zadihamo, ja, da vidimo, da je lahko tudi lažje, da ne rabi samo drama v našem življenju, da imamo dovolj drame. Ampak to pomeni, da na nek način gremo iz območja znanega. Ne? Ja, absolutno. To je pa neprijetno. Čeprav je v resnici to območje znanega neprijetno. Ja. Ne? Ker če so neki družinski parametri, mi smo, ne vem, revna družina nam ne bo nikdar uspelo, mi smo vedno tisti, ki nam primanjkuje. Boš to idejo ponotranil in jo boš živel dalje. Ne? Ta ideja je že ponotranjena. In bo zate varna, kljub temu, da je neprijetna. Ja, tako kot sem prej rekel, da pač potem nekdo živi v svoji drami, ampak v tej drami je glavni igralec. Ja, in najprej se mora ta odpovedati vlogi glavnega igralca, potem bo šele možna sprememba. Ja, tudi če je zgodba slaba, vsaj glavni igralci so v tej zgodbi. In ljudje imajo radi dramo, ker imajo radi glavno vlogo. Ampak v tej glavni vlogi čakajo, kaj bodo drugi naredili za njih, da jim bo šlo dobro. Niso in ne bodo dočakali tega. Dokler se sami ne bodo rekli, slabo mi gre, ja, in zdaj prevzemam odgovornost za svoje življenje. Ja, ne glede na to, kdo je kriv za to, da mi gre slabo. Jaz sem odgovoren za svoje življenje, ker sem odrasel. No in tukaj bi pa jaz prav se navezal na te, meni je vedno lepo Matej poslušati, kako si dobro postavil izhodišče, ne? Je pa potovanje kot odmik od tega, ne? Ko ti sprejmeš odgovornost, ko vidiš, kje so in zdaj greš nekam. Ne? Nekam, kjer ni tega, ker nisi notor upet, kjer ni samo tega jedilnika, ampak je še več jedija. Ne? V ene kraje, ki so lahko drugačne, ki te ne spominjajo na vse skupaj in se s to drugačnostjo srečaš in lahko, se mi zdi, lažje prvič ali spoznaš in osvetliš, kater jedilnik je tvoj, kaj je v tvojem, in drugič tudi ni spremembo. Namreč tisto vprašanje, ko si ga izpostavil, kaj želim, ne, sem jaz šel iskat pri 30-ih v Indonezijo in z vprašanjem, kaj hočem v življenju. In veš, kaj se je izpostavil? Da vprašanje ni pravilno, ker da moram prej odgovarjati na drugo vprašanje, ki pa se glasi, kdo je sem. In ko bom jaz razpoznal, kdo je sem, bom izvedel, kaj hočem.
In tudi bom vedel, kaj me osrečuje in ne osrečuje. In potem sem se zapletel v zgodbo, kaj jaz sem. In potem si v meni tam v Indoneziji, v vzhodni Indoneziji začel v bistvu ena notranja pustolovščina, ker sem jaz prej vedel, kdo sem, potem pa sem kar enkrat ugotovil, da ne vem, kdo sem, in sem začel razmišljati o tem, kdo sem, kaj sem. Začel sem se dotikati tega, kar si ti rekel, teh družinskih, plemenskih, lahko rečemo slovenskih okvirov, ki se jih prej nisem zavedal, in pa širših civilizacijskih, da pripadam temu okolju, kateremu pripadam. In potem so se mi na potovanju zgodile dve. Jaz sem rekel tukaj, da sem se stopil iz dveh piedestalov mojega ega. Prvi je bil moj osebni, ker je šel veliki Oskar pri 31 v Indonezijo, že prej sem bil kot direktor neko poznan v svojem okolju, prišel tja v Sulawesi, med one lepe čokoladne ljudi, ki nihče ni nič vedel o meni, in potem sem jaz razlagal, I'm Oskar, I'm this, I'm that, oni so rekli, yes, sir, in niso imeli pojma, in sem kar naenkrat videl, da če ne bom jaz človek, ki so ga edino cenili, potem oni nimajo pojma, kaj jaz sem, kaj imam, kaj nimam in tako dalje. Torej, to je bil sestop iz mojega lastnega piedestala. Oni so mi bili pa kriterij in lahko rečemo, eno okolje, kjer so mi pomagali, da sem to spoznal. Ker tega doma ne morem spoznati. V nekem okolju, prijateljev, znancev, kjer vsi potrjujejo v tem, kar ti si, in so celo iz iste paradigme, ti tega preprosto ne moreš razpoznati. Skratka, maske svoje identitete jim tam nisi uspel prodati. To je bila prva stvar, in ker je to dolgo trajalo, sem jaz to spoznal in sem nehal ustrajati in sem se predal. In sem rekel, ok, to je bila relativno, lahko rečemo, boleča. Jaz sem to z veseljem počel, ampak ja, se ločiti od samega svoje samopodobe kot svoje veličastne samopodobe je en tak trgajoč proces. Ker to je super, a te lahko tukaj zadržim, ker zdaj si to genialno istočnico za naprej. Zdaj bi Mateja nagovoril s tem. Zdaj, kdo sem, si rekel, da je to tisto najpomembnejše vprašanje. Zdaj, kdo sem? Lahko pristaneš na to, s čimer si ti začel. Jaz sem pač produkt neke civilizacije, sem pač produkt nekih traumatiziranih generacij svojih staršev. In v neki točki lahko izberem, a sem jaz v tej točki to, kar sem, ali se lahko od te točke premaknem naprej. In to že pomeni potovanje. A je ta pot pravzaprav že začetek prevzemanja odgovornosti? Da najprej se moraš soočiti, kako si rekel, s tem, kar si. Ja, in tudi s temi generacijami pred nami. Ker ne moreš se več odločiti in ne moreš več spremeniti tega, kar se je že zgodilo. Kaj pa ljudje, ki rečejo, tak sem? Jaz sem obkrožen s skupom ljudi, ki prav s tako ihtavo, trmo in samozavestjo trdijo, da takšni so in se ne bodo spremenili, ker takšni so. Ker je cel ta splet okoliščin, ki jih je ustvaril takšne, kot so, kot da bi jim bilo tako sojeno. Če te je v redu v tej skupini, ostaneš. Če te ni v redu, zamenjaj skupino. Potuješ dalje. Če si samostojen, če si odgovoren za sebe. Ja. Kako je on šel? Bi se šel na terapijo v Indoneziji. Definitivno. Tako soočenje s samim seboj. Ven odmaknjene kraja, kjer pač ni te iste paradigme, in ker sem bil osvobojen tega in sem lahko videl, da obstaja še nekaj drugega. Oni so videli nekega belega človečka, ki se je izgubil. Nismo se poznali, niso vedeli, kako bi oni potrjevali mojo domačo samopodobo. Krasno je začel veliki Oskar. Je rekel, ja, to besedno. Ja. Spoznal sem še drugi piedestal, to pa je piedestal naše civilizacije. To pa so vse vrednote, ki jih mi imamo, kot je recimo današnje vrednote potrošništvo, denar, izobrazba, se pravi, vse to, kar mi mislimo, da imamo, tam dol, v tistih krajih niso našli. Kar še vedno imenujemo vrednote. Kar mi imenujemo kot vrednote, ja. Ampak je tam dol, niso imeli, oni so živeli v usta. Šel sem v kraje, kjer niso govorili besedice, angleško, se pravi, komi so se sporazumevali. Tudi moja moč retorike ni pomagala. Samo sobivali smo, občutili smo se, in oni niso imeli nič tega, kar sem imel jaz. In jaz sem jim razlagal moje vrednote, oni so me gledali, in jaz sem videl, kaj so njihove vrednote. In glede na to, da niso oni imeli nič, kar sem jaz imel, ali pa jaz je imel za moje, ali pa za mojo občutek varnosti in tako dalje. In so njih tako bili vitalni, so bili živahni, so bili postavljeni, sem začel razmišljati, kaj oni imajo, če se res nimam.
In na ta način se je začela ena moja notranja raziskovanja samega sebe. Ne? In tako se mi zdi, da sem takrat začel raziskovati in odkrivati en del sebe, za katerega doma nisem imel pojma, da obstaja. Ja, ker jaz sem želel vprašati, da je potovanje lahko terapija. Zdaj smo prišli do točke, kjer lahko sklenemo, da je terapija lahko samo potovanje, oziroma je potovanje samo po sebi, ne? Ker je pot od znanega k neznanemu. Ne? Prej, ko so se pogovarjali o tem, kako je današnje potovanje postalo neke vrste hedonizem in da je izgubilo tisto pot, tisto vsebino, srčiko romanja, ne, ko je imelo neko, bi rekel, duhovno komponento. Bi sam dodal, da še danes je v srčiki vsakega potovanja ta duhovna komponenta in romanje. Ampak v neki formi, ki jo današnje vrednote podpirajo. Ne, se pravi, počitnice in tako dalje. Ampak ko sem ogromno vodil ljudi, tudi po počitnicah, in niso imeli pojma o tem, kar se mi tukaj zdaj pogovarjamo, ko sem začel jaz nagovarjati na potovanjih o teh temah, so se ljudje začeli, sopotniki z veseljem pogovarjati, odzivati, debatirati, in če smo šli dovolj globoko, smo prišli lahko točno do tem, o katerih pa tej govori. Samo ko so te prve maske padle, ne, in ko se je enkrat vzpostavilo neko zaupanje, ne, so se potem pojavile teme, o katerih Matej govori. Ne. In še druga stvar bi tukaj omenil, če bi je namen, da tukaj še narediš nekaj za to, potem je pa učinek veliko večji. Ne. Ja, če je namen. Ne. Se pravi, eno je, da greš ti na potovanje, zraven se pogovarja, si presenečen, zgodi se in ta v navednicah terapevtski ta terapevtski del kar naenkrat sam prihaja ven in se dogaja na različnih nivojih moči. Če pa ti veš, in tako kot dela Matej, da zavestno deluješ v to smer, so pa lahko rezultati fantastični. Ja, ker že samo življenje je potovanje. Od rojstva do smrti. Ta čas potujemo. Pa ima različne možnosti, po katerih poteh gremo. In vsak si izbira svojo pot potem. Nismo pa tu svobodni, pač tukaj smo se rodili. Ja. In pač važno je, kakšno pot bomo tukaj naredili. Očitno ni nepomembno, kako bomo šli skozi življenje. Saj dobro bi bilo, da vemo, da je pomembno, kako gremo skozi, da nekaj naredimo z tega življenja, kar je dragoceno. Meni je bilo tisto potovanje v Indonezijo takrat eno ključno spoznanje, eno razsvetljenje. In takrat sem jaz ugotovil, da lahko jaz, se pravi, da začutim, da spoznavam sebe, in bolj ko sem se spoznaval, bolj sem bil presenečen in navdušen nad tem, kar sem spoznal, in nad vso to transformacijo in prehodi, ki sem jih spoznal. In eden od glavnih mojih namenov, da sem potem ustanovil agencijo, je bil ta, da sem ta potovalni potencial, ki sem ga sam izkusil na lastni koži, želel razložiti vsakemu, ki me želel poslušati. In to je bil izhodišče, zakaj sem ustanovil agencijo. Začel s potovanjem točno v tiste kraje, kjer se je meni to začelo dogajati, torej to ozaveščanje lahko ali pa spoznavanje samega sebe, in vsakmu, ki je hotel poslušati svojo zgodbo, tudi njih potegnil noter. In kaj se je zgodilo? Ogromno ljudi je potem teh mojih sopotnikov, ko smo potovali potem v Sulavezijo, to so dolga potovanja, 3 tedne, v to drobovje, te indonezijske odmaknjenosti, je začelo počasi kot opazovalec gledati na svojega domačega sebe, kakršen doma. In ko pa ti vzpostaviš en opazovalski vidik do svojega domačega življenja in do svoje samopodobe, ki jo doma živiš, ne da bi se jo zavedal, takrat pa kar enkrat dobiš 2 točki in se začne en proces vmes, ki se mu lahko rečemo spoznavni proces samega sebe. Ja. Matej, kako pa sploh potovati, recimo, če bi eno tako priporočilo, kako naj ljudje, s kakšnimi namerami potovati, da ti lahko na koncu omogočijo to neko tudi notranjo transformacijo. Ne? V tem kontekstu je prva pot človeka, odraslega, je pot do mame. Pot do mame? Ja. Daj to malo pojasni. Vem, da se te presenetil z odgovorom, ampak tako je prišel odgovor na vprašanje dejansko. To so tudi notranje poti. Ta beg od mame ne moramo zbežati, od očeta ne moramo zbežati, v Indonezijo ne moramo zbežati, pač se moramo soočiti s tem. Mogoče tista pot nazaj nam omogoča korake, da jih naredimo naprej, da
v bistvu pot nazaj k mami je definitivno povezana tudi z soočanjem z našim otroštvom. Ja, pomembno je tudi na tej poti se vprašati, kakšno je bilo otroštvo naših staršev, ker to se ponovadi sploh ne vprašamo in ne vidimo tega, da naši starši včasih so bili tudi enkrat otroci, tako kot mi, in njihovo otroštvo je bilo definitivno drugačno od našega. In da se bistvene poti za nazaj, da jih končamo, ker drugače se vedno znova notranje vračamo nazaj. Ja, in gledamo nazaj, nismo pomirjeni z mamo, nismo pomirjeni z očetom, nismo s tem ali z drugim pomirjeni, ker smo imeli tako dramatično ali pa tragično življenje. In se vračamo. Ja, in v bistvu tako, potem tukaj gledamo nazaj, naprej hočemo pa pobegati na ne vem kakšno potovanje, ki nas spet pripelje v tisto točko, da ne moramo iti naprej, dokler ne bomo svoje preteklosti in tej poti, ki smo že prehodili in ki so drugi že pred nami prehodili, rekli ja, potem je bistveno lažje za nas. To je zelo zanimivo, bilo lahko en tak slikovit, ker to je eno tako potovanje notranje, ki ga verjetno je priporočljivo, da to vsak človek izvede, to potovanje. Da je lahko en tak slikovit primer, kako tako potovanje izgleda in kako daleč po teh linijah družinskih energij in na kak način potuješ. Rekel si pot do mame, kako to izgleda ta pot do mame? Ali pa pot preko mame tudi do stare mame in naprej? Ena beseda na tej poti, da bom vedel, da imamo eno možnost za uspeh, da bo uspešna pot, je pomembno, da besedo ne spremenimo v besedo ja. Ja, ker ponavadi otrok svojim staršem, ja, takšnim kot jih je videl, takšnim kot jih je poznal, ja, in velikrat starši so bili, bom rekel, naporni odnosi z njimi, mi smo imeli naporni odnos z njimi in on naporni odnos z nami in takšen odnos je potem seveda vsi mi cepetamo, ker brazgotine, ja. Takšni smo, slabi smo, ker smo imeli slabe starše, pika. Ja. Nič nam ni treba spremeniti. Ja, in dejansko v tem kontekstu je potem smo z očitki, z razočaranjem, z jezo povezani s svojimi starši in vse to je povezano, rekel sem, podlaga teh očitkov je ne temu, kar se je zgodilo, ampak kljub temu je to naša mama in je to naš oče, lahko jim rečemo ne, lahko jim trikrat rečemo ne, lahko smo besni na njih, lahko smo tudi upravičeno besni na njih, ampak če smo v konfliktu z njimi, ja, smo verjetno tudi v konfliktu s sabo, ker mi smo njihov otrok. In to je naša mama, to je naš oče. In če teh konfliktov ne bomo rešili sami pri sebi, ja, potem se bodo nadaljevali ti konflikti v našem partnerskem odnosu. Zakaj bi bil v konfliktu s sabo, če sem jezen na očeta? Ja, to vidiš recimo v tistem kontekstu, tako ti bom dal odgovor. Ja, prej si omenil, da imaš partnerico, si poročen? Ja. Ja, ok. Ja, tako, sem poročen. Če si predstavljaš, ja, v redu, ja, da ti tvoja partnerica reče, Miha, takšen si kot tvoj oče. Ja. Ja. Je to pohvala ali kritika za tebe? Vse bolj postaja pohvala. Okay. Ampak je bila pa nekoč to izrazita kritika. Ja, okay. Ja. Očitno se je nekaj spremenilo. Ne, bom za voljo, da bo igra lažja, bom rekel, ja, kritika. Mogoče še vedno bi to razumel, tudi bi to začutil, mogoče se zdaj delam lepšega, kot sem v resnici, ampak ja, bom iskren, pa bom rekel, da bi to še vedno lahko začutil tudi kot izrazito kritiko. Ja, in v tem kontekstu, ko greš na tisto pot, ki jo jaz opisujem, ki predlagam ljudem, da grejo, ker je pot vsakega posameznika, je ta pot, da svojemu očetu rečeš ja, takšnemu kot je in takšnemu kot je bil. Ja, in potem, ko bo tvoja partnerica te rekla, Miha, takšen si kot tvoj oče, boš rekel, ja, jaz sem njegov sin. In rad sem njegov sin. In zato, ker sem njegov sin, imam zdaj otroke. Zato, ker je on moj oče. In to je bila moja pot naprej v življenju. In je sprememba. Ne spremeni s tem preteklosti, ne spremeni svoje zgodbe z očetom. Ja, ampak nekaj bistvenega spremeniš, da si tudi ti kot otrok dovoliš, da nisi več v vlogi žrtve, ja, da vidiš svojega očeta, da vidiš več kot prej, da tudi on je bil, kljub temu, da mogoče mislimo, ja, da je bil naš oče 5% oče, ja, in da je 95% je sfalil, ja, da je bilo vse narobe, ja, tistih 5% je bilo njegovih 100%. In tega nismo videli.
In ko bomo videli, da je teh 5% njegovih 100%, kar je znal dati, Ja? bomo videli, da imamo mi velik potencial, ja, da smo drugačni od njega. Če te prav razumem, moram jaz zdaj po družinskem deblu iskati najprej izgovor, zakaj sem jaz tak, potem pa tudi izgovore, zakaj so bili starši taki, kot so bili. Ni izgovor, ampak to je dejstvo. Ja. In takšni, kot so bili, še ne pomeni, da so slabi. Ja. Mi smo pa lahko slabe odnose z njimi. Oni so bili najboljši, kot so znali biti. Ja. In kljub temu niso bili odnosi dobri. Ja. Ali pa nekateri so uspeli dobri odnosi, pa niso imeli najboljšega otroštva, ampak so se iz tistega, kar je bilo težje v njihovem otroštvu, so se nekaj naučili. Ja. In so iz tiste teže črpali svojo moč potem. Ja. Razvajen otrok lahko dobro stoji v svojem življenju, ja, meni se zdi, da ne. Za njega starši naredijo vse. Ve, kaj je v življenju, tako otrok, ko je star 20 let? Ne. Ko je 30? Ne. In potem imamo 35 let stare nedonošenčke, za katere so starši naredili vse. Imamo enega, ki je bilo rekel, brutalno otroštvo je živel. Ja, pri 10 letih se je postavil na svoje noge. Kje se je naredila ta razlika? Kje je na poti? Kje je na poti? Med njimi? Nekje na poti v odraščanju ali pa v postavljanju ene pa druge osebe se je zgodila ta razlika, da je nekdo... Ja, en otrok je postal samostojen, drugemu otroku starši niso dovolili, da bi postal samostojen. So ga naredili odvisnega od sebe. Ja, življenje je lepo, življenje je krasno, dajmo kupiti najboljša oblačila, vse samo tisto, kar ima rad, ja, nobene slabe izkušnje, vsi psi morajo biti v okolici zaprti, ker nas se pa boji psov. Ja. In dejansko travma otroka je, da nima nobene travme, ko je star 20 let. To je njegova travma potem, ker se ni nič naučil. Ja. In dejansko vidimo, da je neka čudna dinamika se začela v naši družbi. Otrok ne sme imeti slabih izkušenj. Ja, dajmo definirati besedo slabo. Življenje zunaj ni samo dobro, življenje je tudi sranje. In to je treba, otroka je treba s tem soočati. In starši, bo rekel, potem je problem v tem, da so starši predobri in da niso strogi. Ja. Katastrofa za otroka, če se mu mama ali pa oče ne upajo reči ne. Totalna katastrofa za otroka. Kaj bo dosegel otrok, če je kralj v svoji družini z 2 leti? Kakšen potencial lahko še sploh doseže, če že poglavar družine pri 2 letih? Katastrofa za otroka. Ja. Ja? In dejansko vidimo, da smo malo obrnili te vrednote. Ja? Otrok ne sme pasti, ne sme se popraskati. Kaj smo včasih rekli, ko je otrok padel, Miha, do poroke bo vse v redu. Tako je bilo približno. Ja? Nobene drame. Točno to se pač padeš. Preden se boš oženil, bodo... Ja, no. Ja. Zdaj, joj. Ja. Otrok ni navajen na minimalno, enega grdo pogleda, pa bo že travma za njega. No, ampak kljub temu, da so nas pustili, da padamo z dreves, pa da nas psi grizejo teorit, smo še vedno ugotavljamo zelo traumatizirane generacije. Ne? Ja. In verjetno se te travme vlečejo zdaj, če greva po tej poti, ne? Ker govorimo o potovanjih tega tipa, ne, se vlečejo predvsej generacij nazaj. Ne? Ja. Moramo definirati besedo travma. Ja, tako, če si predstavljaš otroka, ki se je rodil v Sloveniji leta 90 in ima traumatizirano otroštvo do leta 24, zdaj sta 34. Zdaj definirati. Jaz s to besedo kar nekaj operiram, zato ker moraš vedeti, da sem tudi jaz zdaj pa pripadam generaciji, ker na YouTubeu gledamo Gaborja, Mateja, pa tako naprej, pa malo te knjige beremo, se poskušamo malo izobraziti. Super. In smo tudi prva generacija, bom rekel, ki se je sploh začela tega zavedati. Vse druge generacije teh potovanj niso upravljali. Recimo pravi dedci ene generacije nazaj, torej najinih očetov, so se usedli in so si naročili pivo pa šnopc in so stisnili zobe in potrpeli to usodo do konca. Ne? Ja. Kdo se je imel boljš? Torej generacija, ki ni potovala v tem nekem, bom rekel, duhovnem smislu ali pa potovala po nekem notranjem svetu družinskih vezi, pričakovanj, zgodb in bom rekel vsega, kar gradi tvojo osebnost. Ne? Mislim, da moramo redefinirati. Ali naša generacija, ki se počuti, mi smo pa reveži, vsi smo čisti, da bom uporabil pip, grdo besedo zjebani in kako ne se zdaj z tega ven izvijamo. Ja. Poglejmo generacijo, ki se je rodila leta 2000, bom rekel, in naprej te generacije. To so zdaj počasi odrasli ljudje. Ja. Ja. Kaj je njihova travma? V večini primerov imajo polne riti vsega. To je njihova travma. Ja. In gremo lahko v generacijo, ki se je rodila leta 40, no oni lahko govorijo o travmi. In če bojo pogledali te, ki so se 2000, 90, 80, 70, 60, kako so živeli tisti, ki so bili 40, bo z njihovega življenja
definitivno zginila beseda travma. Seveda ni bilo lahko za marsikoga, ne govorim za večino. Ja. In marsikdo je imel katastrofalno otroštvo, tudi če se je rodil leta 2000. Ja. Ampak v tem kontekstu moramo enkrat preseči to. Ja. Ja, ampak Ker zdaj namesto da se bi ukvarjali z otrokom, se ukvarjamo z njegovimi travmami. Ampak otroka več ne vidimo. Ja. Zdaj, več travm, ko ima, to je že njegov dosežek skoraj. Ja. Ja, naš pa to. Ja, super, da je otroka pogled. Ja. Ja. In poglej, kaj je tisto osnovno, kar lahko ti narediš, da bo šel otroku boljš. Ne samo, da bo, ne vem. No, ampak nekaj me zanima, zdaj potujemo po teh generacijah. Ne? Mi imamo generacijo rojeno 2000, 2001 ali pa 98. Ja. Ne? Se pravi, generacija, katere edina travma je polna rit. Ne? Si Ni, rekel, ne. Okay, Rekel, to je bilo preveč ekstremno. To je bilo ekstremno, Definitivno ampak vemo, čisto zaradi da slikovitosti. nekateri otroci imajo tudi zdaj, ko so se rodili, imajo zelo slabe življenjske razmere, glede na to, kljub temu, da imajo dovolj za jesti, dovolj za obleči, ampak odnosi v družini so totalna katastrofa. Razumem, ampak vem, da sem v ekstremu vidimo v ekstremu, razumem, zaradi slikovitosti. Kaj je pomembno. Želel sem te vprašati, da tudi ta generacija izvira iz tistih generacij in da ima verjetno tudi ta ideja polne riti in vsega počelo nekje v letu mogoče 14, pa v letu 18, pa vsem, kar se je vmes zgodilo. Eni so padli v vojnah, ene so naredile samomore, želim reči, družine so polne. Če začneš potovati po teh zanimivih pojavov. Ja, s temi dogodki se treba soočiti. Ne moramo pred njimi zbežati. In dejansko, ko se soočimo, kako je šlo z njimi, bomo videli, da gre nam relativno dobro. Ja, da nehamo, bom rekel, jamrati, in delati žrtvi same iz sebe, ampak da rečemo, tle smo, življenje imamo, nekaj lahko z njega naredimo. Ja, in vse možnosti imamo, da naredimo nekaj življenja. Vsa vrata so odprta. Ja, samo mi se moramo odločiti, kam bomo šli. Sebe se moramo vprašati. Ja, in če smo se za nekaj odločili, nam bo uspelo. Ja, uspešni ljudje, ki so uspešni, lahko gremo pogledati. Ja, so bili razvajeni, ali so rekli, to smo dali čez, zdaj moramo z tega nekaj narediti. Ja. In tle potem dejansko je bistveno bolj preprosto, kot hočemo mi zakomplicirati. Ja. Potovanje. Oskar. Ful mi je všeč, ko si zdaj izrazil, si tako plastično dal eno razumevanje naših notranjosti in kaj vse vpliva v tem nevidnem svetu, ki ga nosimo s sabo. In ful si me lepo spodbudil, ker sem tudi jaz takrat, ko sem v tem potovanju in teh potovanjih, to nosi s sabo. In se tam izpostavljaš, kot sem jaz takrat to isto, ko sem začel razmišljati o tem, kdo jaz sem, tam daleč stran, tukaj doma pa preprosto nisem sploh imel občutka o tem, začel opažati, ne tako, kot da še tako lepo povedati, ampak te stvari, da to je nekje noter v zadaj. Ampak ko začneš enkrat to opažati tam nekje na Sulaveziju ali nekje na nekem potovanju, potem začneš razumevati, nekaj lahko tukaj naredim, ni nekaj usojenega, se pravi, če je vzrok, obstaja tudi možnost, kaj? Spremeniti. Se pravi, kaj? Prevzeti odgovornost. To se mi je zgodilo tam na Sulaveziju in to se dogaja lahko na potovanjih, ko je sklopka, ko nisi v tem vsakodnevnih zadevah, začneš spoznavati sebe in to sem jaz tam spoznal, še veliko drugih stvari, pač po svoje moj spoznalni proces je šel drugače, ampak lahko rečem, spoznal sem nekaj, da tam sem jaz tako lahko spoznal in spoznal sem še nekaj, da tega tam na potovanju na Sulaveziju ne morem razrešiti, da moram priti sem domov in da tukaj lahko razrešim. In to me je posledično pripeljalo tudi do Mateja in do tvoje delavnice, ker sem začel iskati, kako lahko to razrešiti, nekaj sem sam, nekaj gor in dol in da sem se spoznala. In tako videl tudi ta vlogo potovanj, kako to notranjost si tako dobro opisal. In tudi mi dva zdaj sva tukaj tako lepo komplementarna, ti razlagaš navznoter, jaz svojo zgodbo in zgodbo mnogih mojih vodnikov, mojih tudi sopotnikov in tako dalje, kako ta sprega med notranjostjo posameznika in pa temi potovanji deluje. Potovanje deluje neko ozaveščenost, ampak ti tam ne moreš nič spremeniti. Ti lahko domov prideš in se srečaš s svojo mamo, s svojim očetom, s svojim okoljem, z nekim spoznanjem, ki si ga na potovanju dobil
in začneš razčiščevati, postavljati, spreminjati, nadgrajevati in razreševati in iti v neko, če temu rečemo, osebni razvoj. Oskar, se to me zanima. Kaj bi rekel recimo tako na potovanju? Zdaj, pa ni nujno, da je potovanje, ki je bilo človeku ponujeno ali pa prodano z namero, da je to neko duhovno potovanje. Kaj so tisti dejavniki, ki človeku, ki recimo, da že je mal iskalec, ne, v polju tega nevidnega, kaj je tisto, kar ga na potovanju premakne? Je to stik z drugačnostjo? A je to izstop iz cone znanega? A je to suspens vsega? Ja, evo, prva stvar je recimo že sama skupina. Prideš v skupino 30 sopotnikov, ki jih ne poznaš. In z njimi zaživiš recimo 14 dni. Ja? Prej si bil odgovoren sam za vse, potem dobiš vodnika, ki ti pove, kdaj lulati, kdaj kakati, kaj jesti, kako in se obnašati. Se pravi, postaneš in že to samo sproži postaneš del skupine. In to že sproži eno veliko spremembo v tebi, ki pa sproži cel kup nekih notranjih procesov. Potem se peleš nekam na Bali, na Sulawesi, na Šrilanko, kamorkoli, stopiš ven, butne vate, vročina, tropska vročina. Potem so vsi čokoladni možici taki čudni, potem imajo neke čudne vere, muslimanska, hindujska, ki ni nič povezana s tabo. In vse to je en ogromen dražljaj na tvojo obstoječo konstelacijo, o kateri je Matej govoril. In ta najeda, draži, vznemirja to, kar ti misliš, da si, in to je samo podobo in vse to, kar je odzadaj. In ti daje, in ti dražljaji te potem skozi na nek način dražijo, te vznemirjajo, to so drugačni dražljaji, kot so doma. Tukaj tukaj se ti to odzivaš drugače. Lahko si nestrpen, lahko kar naenkrat pa začutiš predsodke, recimo vidiš v muslimanski deželi ženske, ki so drugače oblečene in ti rečeš, joj, kaj je s tem. In tukaj pride ven v neposredno interakcijo vse te tvoje predsodke, te konstelacije, te prepričanja, neke tudi čustvene blokade ali pa karkoli. Tvoja notranjost se sooči z zunanjostjo. Ja. In če se ti odpreš temu, če nisi zdaj zaprt in hodiš samo v Hiltona in znotraj tistega, kar si želel, znotraj znanega, kjerkoli si že, ampak se odpreš te drugačnosti, se tukaj ta interakcija začne. In začne ta drugačnost, recimo šilanška ali pa indonezijska, začne počasi osvetljevati in ozaveščati tvojo notranjost, tvoje predsodke, vse tisto, kar je noter nabrano. In počasi začne spoznavati samega sebe. Moraš biti zrel za potovanje. Zrel? Ja, gotovo, to je ena stvar. Ali pa začeti ozaveščati, kaj se s tabo dogaja. Ker veš, kaj želim povedati? Zdaj si me na eno misel si me malo potisnil v to smer, da je potovanje v resnici zelo podobno življenju, tako kot je že Matej rekel. Ne? Ja, to sta sinonima. Če bi jaz zdaj pri 50 ponovitvah tega letnega cikla bi rekel, če bi moral izpostaviti eno od ključnih prekletstev življenja, bi rekel, da so to pričakovanja. Ne? Ja. Pričakovanja. Ne? In zdaj, kaj se zgodi na potovanju? Ne? Potovanje je tako kot neka poroka. Ti se poročiš s to, recimo, agencijo, v primeru ponudnika, ne? Skleneš pogodbo, zdaj pričakuješ nek raj, tukaj vstopijo ta pričakovanja, pričakuješ nekaj, kar ustreza tvojim pričakovanjem, kar je uravnoteženo s tistim tvojim znanim svetom, ne? Dobiš potem nekaj, kar to ni, in če ti ni všeč, projiciraš to na tistega, ki je izven tebe, ne skaka na destinacijo, vodnika, agencijo. Lepo si to izpostavil. Pričakovanje izhaja iz tistega, kar je govoril Matej, iz našega nevidnega notranjega sveta in teh postavitev. In ko ti greš na potovanje, so to nek tujek, ki te lahko samo motijo. Ključno je, da ko nekdo gre na pot in recimo jaz kot vodnik vedno prva stvar, ki je, da začnem relativizirati pričakovanje potnika. Po drugi strani pa zato, ker pričakovanja so praktično dajo sopotniku občutek varnosti, jaz namesto njegovih pričakovanj vzpostavim jaz kot vodnik njegov občutek varnosti. In če jaz vzpostavim občutek varnosti, da se ta sopotnik varno počuti, se bo on začel sproščati njegovih lastnih pričakovanj, ki v značilni drugačnosti pomenijo breme, ker nosiš neke domača pričakovanja v neko popolnoma spremenljivo in drugačno situacijo. In če jaz to uspem, to je ta občutek varnosti, potem bo moj sopotnik se lahko sprostil,
zaradi občutka varnosti se bo sprostil najprej do mene, potem znotraj skupine in na koncu do gostujoče dežele. In če jaz to uspem, potem, ko bo sopotnik doživljal šilansko resničnost, ne bo več primerjal resničnosti z njegovim pričakovanjem, ki pa je vedno resničnost nižja, kot so pričakovanja, ampak se bo odprl in se bo s polni pljuči zadihal brez neke primerljivosti. In podobno se mi tudi pri tebi. Ko se človek, ko jaz v tebi dobim zaupanje, ne, kot vodi procesa, se jaz odprem temu, kamor me ti pelješ. Ja, ker je v bistvu, tako kot si rekel, ko plačaš karto, podpišeš pogodbo, na tej pogodbi si podpisal, da greš na lastno odgovornost. Ja. In ta občutek varnosti v bistvu da človeku tudi to, da znotraj te skupine, ki jih vodimo, velja za vse, ki so zraven enak red. In dejansko potem je čisto vseeno, kako je komu ime, kakšen je, koliko je star, za vse enak red velja. In tako, vsi so vključeni. Tisti, ki se tega osnovnega reda ne bo držal, bo zamudil že na avion. Ja, pa če odpade iz skupine, ker se ni držal reda, ampak karto bo moral plačati, ker je na lastno odgovornost tudi zamudil. Ampak dejansko vidimo potem, da ljudje imajo radi enega naprej določen ritem dneva, ki ni več v njihovih rokah, ampak je določeno naprej, kaj se bo delalo, kdaj se bo delalo, kam bo šlo. Počutijo se varni, ker smejo biti v bistvu takšni, kot so. Ker so vključeni kot so. Zraven se truditi, da pripadajo skupini. Oni pripadajo skupini zato, ker so plačali karto. Ja. In to je bil edini pogoj. Ja. In dejansko držati se morajo pa reda te skupine. Ja. Ja. In to jim da potem en občutek varnosti, da so dejansko sprejeti takšni, kot so, da se držijo reda. En okvir jim daje. Ne? In ta red jim da tudi en notranji mir. In to je tisto, kar iščemo. Bom rekel, da se pomirimo sami sabo. In da vidimo potem, Oskar nima, je nek red, je neko egalitarno okolje, ker tvoje mnenje šteje. Tega v življenju mogoče nimamo. To je potovanje kot nek tak reset življenja. Ampak kako pa zdaj to prenesti v življenje? Matej, ne? Kdo je pa tam vodnik? Kdo je pa v življenju tisti, ki te vodi v neznano, v novo izkušnjo in na nek način pas na tebe, da ne bo prehudo? Tle sem se ustavil pri besedi egalitarno. Za vsa veljajo enaka pravila, ampak vsi smo različni in smemo biti različni. Pomembno je, da je vsak vključen tak, kakršen je, in sprejet in vključen, kakršen je. In potem se ti počutiš sproščeno. In zdaj, Matej je tako kot je on, jaz sem tako, ampak oba sva pripadava in sva vključena v dinamiko te skupine. Kaj pauza je pauza za vse. Tako. Ko gremo naprej, gremo vsi naprej. Ja, in tvoje mnenje šteje to kot moje. Ja, ampak v resničnem življenju ni tako, ne? Tam nismo vključeni takšni, kot smo. Tam smo v resničnem življenju, mi smo toliko let gradili svoje maske, ne? Svojo zunanjo podobo, svoje vloge. Ne? Ampak mi smo se na teh 2 tednih, če to deluje, smo videli, smo v tej vlogi bili 2 tedna in smo lahko videli, ali nam je to všeč ali nam ni. In potem smo videli, če pa nismo bili vključeni, da nam pa mogoče to ni všeč, in s to novo perspektivo in s to novim vrednoto zdaj vstopamo v domače življenje. In zdaj imamo 2 možnosti, ali bomo padli na staro, ali pa bomo probali to, ki se nam izkaže močneje, ali pa se bolj počutimo, vključiti v domače življenje, ko pridemo domov. Ja, tukaj pa moramo nekaj narediti. In predvsem se mi zdi to, kar si rekel, sprejeti odgovornost, da bomo mi tisti, ki se bomo borili za to, kar nam je dobro, ne pa da bomo padali v tisto staro okolje, kar nam je bilo manj dobro pred odhodom. Za tisto se ne rabiš boriti. Zato, da gremo slabo, se ne rabi dosti. Ti samo reči, da bo že dobro. Tako. In znotraj te skupine bi še rekel, da vsak je različen in takšen, kot je dober, in hkrati tudi skupina služi posamezniku in posameznik služi tudi skupini, svoje različnosti. In tam se vračam še na tisti del vprašanja, koliko težke korake je lahko nekdo pripravljen narediti. Ja, pri meni je tako, kdorkoli gre z mano, najprej bo najtežje korake naredil, ker tiste lahke korake lahko naredi vsak sam. Najtežje je treba narediti, tisto, kar se najbolj bojimo, tam so največji premiki. In tukaj bi jaz samo še poudaril še enkrat, koliko je skupina dejansko povezana, in koliko je pomembna. Naj bo skupina pri tebi ali pa je skupina, potovalna skupina, in je to eden ključnih elementov celotnega procesa in tudi potovanja. Čeprav se zdi mogoče, da je omejujoč element, ampak če je skupina, torej kjer si vključen, kjer je občutek varnosti vključena,
je to tista moč, ki posamezniku pomaga in mu daje oporo, da bo on naredil korake, ki jih doma sam, ali pa ki jih sam in pa še doma ni sposoben narediti. A ne da? Ja. To je to. Zato so potovanja v skupinah velikokrat močnejša in imajo večji preobrazbeni vidik, kot pa če ti sam potuješ, ker se moraš bolj prilagajati, bolj si v zgodbi, imaš pa tudi večjo varnost, ker ko si pa sam, pa ti je tako, kot ti sam želiš. Ja, ker tako je dejansko tudi, če dodam še te občutku varnosti v skupini, tam sva mi dva tista, ki vodiva skupino. In skupina se zaradi tega varno počuti, ker ve, da je to najna odgovornost. In tako je podobno pač tudi, ker so starši doma, otroci se varno počutijo takrat, ko so starši močni, ne takrat, ko so starši dobri. Ker on ni dober vodnik, on je močen vodnik. Kaj je to v tem kontekstu? Strog vodnik. To besedno zvezo sem iz tvojih ust že večkrat slišal. Kaj to pomeni močen starš? Dejansko je močen pomeni, da starš, ki ima otroke, s tem je tudi starš, drugače sta dva samo par, sta še vedno samo mož pa žena ali fant pa punca, ampak takrat, ko otrok pride, postane ta starša. In dober starš ni dovolj dober starš za otroka. In potem se lahko vprašamo, zakaj. Zato, ker mama in oče ima celo lahko rada otroka, in zaradi tega pač verjameta, to ga bomo imela rada, da bo otrok vedel, da sva dobra starša in karkoli bo naredil, karkoli bo rekel, vse bova tolerirala in bova dobra do njega, ker otrok rabi najino ljubezen, ampak otrok rabi tudi okvirje. In če ti okvirji niso postavljeni, če so starši dobri, in reči, lahko dela, kar hoče, ne smemo ga zdaj ovirati v njegovem razvoju, zakaj bi mu postavljali okvirje, ampak znotraj teh okvirjev, ki postavijo otroku strogi starši, se dvoletni otrok recimo varno počuti. Ker dvoletni otrok ima verjetno ožje okvirje svojega življenja, za katerega zna sam odgovarjati in znotraj katerih je varen kot 15-letni otrok. In če rečemo dvoletniku, da lahko dela, kar hoče, bo mogoče tudi ogrožal svoje življenje. Tisti bojo hoteli sicer dobro za otroka, ampak rezultati ne bojo dobri. Zaradi tega hoče otrok, da mu starši ne znajo povedati, ampak otrok želi, da mu starši točno pokažejo, kje so njegovi okvirji, kaj sme delati, kaj ne sme delati. In to tudi pomeni, da zaradi tega, ker ima otrok starše, ki so strogi, se bo zato počutil varno in bo miren. In če so starši dobri, ta dobrota ne bo pomagala, otroci bodo nemirni in agresivni. Zakaj bodo nemirni in agresivni? Zato, ker jih bo strah, ker nimajo nobenih okvirov. In dejansko živimo v eni družbi, ki misli, da ni okvirov, da vsak lahko dela, kar hoče. Pa ni dobro, če dela vsak, kar hoče, ker ne sme delati. Važne so meje. Mi želimo, da ljudje spoštujejo naše meje in mi moramo druge meje tudi spoštovati. To je osnova odnosov. In dejansko pa vidimo, otrok hoče stroge starše, ker strogi starši imajo tudi radi svoje otroke. To se sliši kot protislovje, da otrok hoče stroge starše. Ne znam povedati, ampak vidimo, ker je urejen partnerski odnos, kjer so starši strogi za otrokom. Otrok bo miren, ker bo vedel, kakšnega reda se mora držati. Ker so mu tudi starši vzgled. Čisto miren bo. In tudi v vseh drugih socialnih skupinah bo vedel, kakšen je red. In bo dobrodošel, tudi ko bo odrasel. Ker bo vedel, on ve, kakšen je red. Ve, kaj gre, kaj ne gre. Kaj je socialno sprejemljivo in kaj je nesprejemljivo. In to mora otroka naučiti. Otrok samo od sebe ne ve. In je dobro, če smo mi vzgled s tem. Se pravi, tistega reda, ki se mi držimo, se bo tudi otrok držal. Močni smo takrat, ko znamo postaviti meje otrokom. Ko upamo reči otroku, staršim, ko znamo meje postaviti drugim, smo pa močni ljudje. Ko upamo otroku reči ne v tem odnosu z otrokom. Otrok noče slišati samo ja. Otrok hoče slišati tudi ne, da otrok ve, kaj je nevarno za njega. Kaj ni varno. In dvoletni, troletni, štiriletni otrok še tega ne ve. Za tega mu je treba pokazati. In to mu najboljše starši pokažejo. In tukaj potem, kot si rekel, je velika razlika med biti dobra mama ali biti stroga mama.
Ja. Lahko samo pogledamo, kako gre otrokom. Ja. Živimo v družbi, ki je dobra, kako gre otrokom? Slabo jim gre. Zelo slabo gre otrokom. Zelo so nemirni, zelo so agresivni. Ja. Zato, ker jih ta družba nekako ne zna več naučiti reda. Ja. Imajo pa veliko ljubezni. Jaz ljubezni jo ne bo šlo tako dobro naprej. Ja. Ker ljubezen ni dovolj. Ja. Otrok rabi red. Znotraj tega se dobro počuti. Rabimo dodajati več reda, ne več ljubezni. Generacije z več palice in manj božanja. Tukaj bi se jaz navezal, da Vem, da to bi bilo zdaj kar bogošletno reči. Ampak ne gre se, pač, jaz ponovadi gremo ekstrem. Okay? Da smo prišli do Oskarja, smo šli čez Savo. Ne? ja. Ja, okay. Ja, greš 4-letnikom čez Savo in ti začne plezati po ograji. Ampak ti si starš, ki je dober. Ne smeš mu reči ne. On lahko dela, kar hoče. Ne? Ja. Ja, no, da ga pusti, da bo plezal po ograji. Spodaj je Sava. Ja, no, takrat boš videl, da mu moraš reči tudi ne. Ja. Ker drugače, če mu boš dovolil, da dela, kar hoče, boš ti kot starš odgovoren za to, kar se bo zgodilo. In veš, da spodaj je smrt. Lahko pa dela, kar hoče. Ampak da ne bojo zdaj narobe razumeli. Ne morejo narobe Ne, razumeti. absolutno je. Tukaj pa sami Ne morejo. Ampak po ekstremu vidimo, kako pomembno je, da otroku upamo reči tudi ne. To je ekstrem in absolutno se strinjam. Ja. Ampak se pa bojim, da nas utegne kdo narobe razumeti. Ker ravno zadnjič sem pa bral to knjigo o psiholoških patologijah v vrhunskem športu od dr. Uroša Perka, ki je pa zelo zanimivo. Skratka, imaš pa neko populacijo ljudi, ki bi v bistvu da izhajajo iz popolnih družin, kjer je bila neka struktura, neka pričakovanja, neke vrednote uspešnosti izpostavljene in so to ljudje z izrazitimi delovnimi navadami, ljudje, ki so zelo uspešni v teh svojih ozkih področjih, ampak v resnici zdaj stroka ugotavlja, da so to izjemno travmatizirani ljudje, področja vrhunskega športa, kljub temu, da jih mi kot javnost percipiramo popolnoma drugače. Rečemo, oni izhajajo iz nekih okolij, strukture, pravil in zelo jasnih vrednot. Kaj je vprašanje? Vprašanje je, da verjetno tudi tukaj niso bile meje pravilno postavljene. Oziroma, ali je treba poleg ostrih mej puščati tudi polje svobode, ki jih ne kontaminiramo z lastnimi pričakovanji kot starši. Zdaj, ko smo ravno to temo načeli. Ja, mogoče, ampak polje svobode pri 5-letnem otroku so različne kot polje svobode pri 18-letnem otroku. Ja, seveda. Ja, in očitno, če so bili super uspešni zaradi tega, so verjetno tudi delali nekaj, upam, da so delali nekaj, kar imajo radi, ampak so se ničemu mogli odpovedati. Ja. Ja, ko če pogledam, ne vem, doslovno ekstremno rečemo, ja, Luko Dončića, kakšno je bilo njegovo otroštvo. Ja. Ja, in je čudovito otroštvo, ali so starši spodbujali, da živi svoj talent? Ja, ampak lahko pa, da je samo ugajal staršem, pa da je njegova super podoba samo maska, za katero se skriva depresivna oseba. Ne špekuliram, ampak mnogo tega so odkrili ravno za obrazi vrhunskih športnikov, ki so v splošni javnosti prepoznani kot ljudje, ki naj bi bili tudi notranje cvetoči, ne samo navzven z medaljo pa z lepim telesom. Mogoče imaš prav, ampak moj občutek je, ko pogledam tega moškega, da rad igra košarko. Ne, pardon, če bi tudi jaz skoraj stavil. Ja, okay. Ja, ampak vemo pa, da verjetno marsikaj v njegovem otroštvu ni bilo idealno. Ja. Ampak iz tega težkega, ja, očitno je nekaj vrhunskega rata. No, je pa res, da je Dončićev verjetno je 1 promil oziroma še manj, otrok, ki so pa izrazito traumatizirani zaradi pričakovanj staršev, je pa več. Ja. Ja. Ne, nisem želel te teme načenjati. Ja, razumem. Tukaj je treba biti previden, verjetno. Ja, fair enough. Ja. Je, ker očitno jih ni 100,000. Ja. Ja, vsak, ko ima njegovo majčko, še ne pomeni, da je Luka Dončić. Tako pač je realnost. A bi mi lahko videla mogoče malo takole, zdaj, da se ne bodo gledalke in poslušalke prestrašili, ali pa poslušalci, malo opisala, kako pa izgleda eno tako popotovanje z vama, recimo na Madeiro, en tak paket postavitve družine, ali je to... Ko mi vodiva, je stvar zelo preprosta. Jaz vodim zunanje svet in dogajanje in vse skupaj in tukaj se lepo z Matejem se prej uskladiva. Matej meni prepušča v skladu z dogovorom vse zunanje stvari in vzpostavim ekipo,
občutek varnosti, to, kar se je pogovorila, in skrbim za to, da je vse lepo teče. In potem imava pa sklope, to pa Matejeve sklope, ne, kjer pa so povezani z njegovo tematiko, kjer jaz poskrbim za to, da je vse v redu, in potem on poskrbi za ta njihov notranji potovanje v njih same. Ne. Tako da delujeva kot vsak svojo avtoriteto, ne, vsak svojo, bi rekel, kompetentnostjo, ne. In potovanje teče in se preliva. Ne. In meni je to izjemno zanimivo, tudi vedno smo zraven, vedno z veseljem sodelujem v njegovem delu, ne, ker se mi zdi to ključno, ker jaz potem prevzamem človeka, ki pride iz notranjega potovanja. Ne. In potem v Sopotniku se pa dogaja to, da je tudi na Madeiri ali pa v Turčiji, v Čiraliju, doživlja tisto, kar so se pregovarjali, potem gre v ta notranji svet, potem gre spet ven in spet notranji svet, in to lahko cel teden tako dogaja, ne, v tako izjemno bogato interakcijo. Tako jaz vidim, recimo, najno sodelovanje in pa potem to skupino. Zdaj ne pa še Matej pove nekaj, mene pa Matej malo skrbi, vidim, da je taka stroga figura in me skrbi, prej je rekel, pri meni je treba začeti in najprej narediti najtežji korak. No, jaz bi sam dopolnil. Ja, se bo, če jaz gledam, on mogoče reče to in to zveni zelo scary, ne? Ampak v resnici je to super sproščeno in v bistvu se samo dogaja. Ne? Ni treba najtežje korake. Vsak sodeluje v svojem procesu. Ja, to ne. Na enih potovanjih je en del je ta pohodniški del, trekking, ki ga Oskar vrhunsko vodi oziroma eden od naših vodnikov. In tam je pač njihova organizacija, njihova odgovornost in stvari so lepo utečene. Potem je pač ta notranji del, ki je seminarski ali pa delavnica, kjer je ista skupina ljudi, potem, ki smo bili skupaj na enem pohodu, smo potem na enem zvečer od 7 do 10, imamo še ta seminarski del, potem zjutraj recimo od 9 do 12 je spet seminarski del, kjer delamo v eni dvorani vstavitve in ne vem, pauza za kosilo, uro, nas čaka avtobus in gremo spet na naravo. Madeire. In tako, kot rečem, Madeira je fantastična in prečudovita zunaj, ampak intenzivno je potem tudi noter in je prepleteno eno in drugo. Tako da vidimo res, da življenje ne potrebuje toliko drame, da se lahko tej drami odpovemo, ampak je lahko kljub temu fantastično in čudovito, da si dovolimo, da nam gre dobro. Zato tega treba največ poguma. Mogoče še več kot zato, da naredimo tisti korak, ki je težko narediti. Jaz sem rad konkreten z ljudmi in mene zanima stvari, ki imajo težo, ker tam so potem možni največji premiki, ko se s tem soočajo. In ljudje s tem namenom pridejo. Super. In vsak je pripravljen. Na seminarjih ali ravno na teh potovanjih so ljudje, nekateri pridejo z otroci, ki so stari 12 let, 15, 18, zraven 20, pač družina ali pa oče pa otroka, mama pa otroka, pa vsi skupaj. Pridejo tudi ljudje, ki so stari 80. Tako da cel ta razpon je. In vsak je dober takšen, kot je. In tako tudi nekdo, ki je star 80, vidi eno mamo, kako se trudi svojo hčerko ali pa svojim sinom. In vidi, ok, zanimivo, to sem jaz pozabil, da se je moja mama tako z mano trudila. Tam je še v redu, kakšen sem bil jaz kot otrok. In je ena interakcija tudi znotraj tega, da je aktivno, da se učimo drug od drugega. Jaz rečem, da v vseh 20 letih, kar to delam in več, in zadnjih kar nekaj let že, kar delava skupaj z Oskarjem, so bile sami dobri ljudje, same dobre mame, same dobri očetje, same dobre sinovi, same dobre hčerke, same dobri detki, babice. Ni v tem kontekstu dobro slabo, ampak takšni pa smo. Moramo se soočiti sami s sabo. Ne samo, rekel, da v tem smislu še več svetlobe v naše življenje, ampak se moramo tudi s svojimi sencami soočati, da mogoče tam se ena luč užge, da vidimo, v bistvu se sam nismo upali pogledati, ampak ko pogledamo tja, je zdaj lažje. Ja?
teže je bilo, dokler nismo tja pogledali, ker se nismo upali pogledati, ali ker nismo smeli pogledati nekoga, ker ga nismo smeli imeti radi, ker je bil takšen in takšen. Ampak kljub temu je nekdo, ki je pomemben za nas in za naš obstoj danes tukaj, da smo sploh živi. Ker je on preživel to in to, kar je preživel. In to so potem, rekel, ne spremenimo same zgodbe, ampak spremenimo naš pogled na zgodbo v preteklosti, našo pozicijo opazovanja. In s tem spremenimo tudi emocionalno sliko, s katero gledamo. Končno nekaj čutimo. In ko čutimo nekaj z nekom, ki ga nismo smeli imeti radi, bolj čutimo tudi sebe. Ja? In pol pač maske padejo. Ja? Ni več, bom rekel, toliko nasmejanih obrazov, ja? Ampak je mogoče malo manj nasmejanih obrazov, ampak tisti nasmejani obrazi so iskreni, da veš, da je res realna slika. Ampak predtem so te ljudje tudi jokali, pa so ugotovili, koliko je bolečine v njih. In so se soočali tudi s tem. Ja? Ker tudi v končni fazi vidimo, da je tudi bolečina in solze, da so ljubezen. Prizadeta ljubezen. Ja? In ko to enkrat pride neko ravnotežje, bomo čutili eno in drugo. Skratka, spremenimo odnos do potovanja generacij do točke jaz tukaj in zdaj. Meni je zanimivo, če lahko dodam, pospremljamo naše sopotnike tudi skozi časa, ker prihajajo tudi večkrat. In smo lahko veseli, da to potrjujejo, da pravzaprav lahko sami naredimo nekaj zase, da nismo neke žrtve, ki pa smo taki, kot smo, kot si prej rekel, nespremenljivi žrtve stanja v tem trenutku, ampak da lahko s tem ozaveščenim delovanjem, čiščenjem, ozaveščanjem, vsem tem prihajamo do življenja korak po korak, lahko boljše, močnejše, v tisti viziji, da je vse najlepše pred nami. Da je še vedno je toliko stvari od zadaj in da vedno je priložnost, da še kaj ozavestiš in ali čistiš ali karkoli, ali pa pravilno postaviš. In od tiste trenutka, ko to narediš, je tvoj life, rekel, srečnejši, kako ga imaš, močnejši. In to je, se mi zdi, taka res močna premisa, da nismo žrtve, da lahko veliko naredimo za to, da spravimo življenje v sklad z našo vizijo, tako bi si želeli. A ni to ena taka lepa, lepo spoznanje? Z moje strani bil previden pa tej besedi žrtve. Ja, veliko ljudi je bilo in so bili žrtve v svojem življenju in so bili v situaciji, da je bil nekdo do njih takšen, da se počutijo, da so v odnosu, da je nekdo bil storilec, da so oni žrtve. Ampak je potem tudi čas, da se odločijo, da grejo ven iz te vloge žrtve. Ja, in da pogledajo, kakšna je pot, da grejo ven iz vloge žrtve. Ja, nisem želel tukaj govoriti o žrtvi kot žrtvi, ampak v bistvu, če ti verjameš, da si lahko sam tak in da ne moreš nič narediti zase, avtomatsko padeš v vlogo lastne žrtve, ne zdaj drugih. V nasprotju s tvorcem, to pa pomeni, da pa lahko narediš nekaj za sebe in potem nisi več žrtev, ampak si tvorec enega svojega življenja. Ja, če imamo dovolj tega, če se nobeno ne smilimo, se potem smilimo samo sebi, tako imamo tudi tega dovolj. No, to se hoče reči. To, kar je, pa si ti rekel, to pa seveda je. Ja, veliko smo tako, ljudje se vrtijo v enem začarnem krogu, ko ne znajo iz njega, ampak da vidijo, so možnosti, če hočem ven, se moram odločiti, da hočem iti ven iz tega. Se pravi, sam moram nekaj narediti. To se mi zdi velik korak, ker veliko sem videl tudi ljudi v svečnem življenju, ko so rekli, tak sem nespremenljiv, to je to in si ne morem pomagati. In to pa živijo. In to je tako tudi toga zgodba, ker dejansko se postaviš eno vlogo, ko ne moreš. In že ta prehod, da lahko reče, lahko naredim nekaj zase. Ne s tem, da navzven, ampak s tem, da navznoter poiščem, se spoznam in noter nekaj postavim in je moje življenje močnejše, je tak velik preskok v zavesti, se mi zdi. Ta preskok bi rekel, da je ena trma, ki ne spremembi, da se spremeni v trmo k spremembi. No to, ta prehod se mi zdi ključen. Vse pa je pa samo še pot naprej. Zakaj nas v šolah ne učijo, se to je retorično vprašanje, teh potovanj v smeri samoraziskave? Bi mogoče še z zadnjim vprašanjem gospoda postregel. Tako se mi zdi, da sta taka kvalitetno samoraziskana, samoprevprašana človeka, ki sta že marsikaj to poglednega opravila. Obstaja kako potovanje, pa tako, za katero se pa vama zdi, da bi ga pa vidva potrebovala v takem fizičnem, ali pa rečemo duhovno-fizičnem, ali pa metafizičnem smislu. Ali pa bi si ga želela.
Ti si dal predlog. Prej, ko smo se pogovarjali. Aha, ja, seveda. Ne? Ja, Matej, bi zelo rad peljal enkrat v jugovzhodno Turčijo. Te energije, ki so tam noter, ker vem, da bi to skupaj s skupino, da greva, da postavimo, imam že cel koncept in tako dalje, v tist topos, ne, se pravi, v tist prostor, ne, v tist logos, se pravi, zgodbo tistega prostora, ne, in da mi kot skupina s tabo in z mano skupaj, ja, s tem najnim namenom vzpostavlja ta Kairos, da vstopimo v ta prostor, v to zgodbo z namenom, ki so ga do zdaj uresničevali. To bi si res želel enkrat uresničiti. In to je meni zelo zanimivo. Ko on vodi, bom rekel, sem jaz predam njemu in me pelje, in ko jaz vodim, on pride in jaz vodim njega in mi zaupa. In brez zaupanja. Totalno zaupanje. Ja, kot jaz se postavim, ko je Matej totalno odprt, ko jaz vodim ti in stvari tečejo in potniki pa samo usrkavajo. In hkrati gremo vsak korakava pač svojim telesom po tej poti. Ja. Temu je Aristotelov Kairos. Ko on spremlja mene, jaz spremljam njega. Jaz gledam njega, on gleda mene in gremo naprej. Ja. No, to bi si želel. Tako so se našli. Ja, tako so se našli. In ulovila in sprobala. In tako živiva, sobivava. Ja. Kaj ne vam rečem, najlepša hvala, pa če boste rabila kakšen testni preizkusen zajčka ali pa preizkusen subjekt, dajte name pomisliti, drugič, ko greste. Super. Nov produkt sprobati. Z veseljem. Najlepša hvala. Jaz bi lahko samo še nekaj bi rad dodal. Ful sem vesel, da sva se dobila tukaj pred kamerami, da sva tako lepo sobivala, da si tako lepo osvetlil ta notranji del in pa življenje in strukturo znotraj in potem kako zdaj ne gledamo več, recimo jaz, kot me vidiš, ampak kot me vidiš in z vsem tem, kar si razlagal, potujemo na potovanju in vse to, kar si ti razlagal v tem svetu, potuje na potovanju, se sooča z drugačnim, se vrača nazaj in se mi zdi, da bi to bilo zanimivo tudi zato sem prav vesel, da so tudi na ta način. Tudi meni je dalo veliko novih idej za moje nadaljne delo. Tako da hvala ti, Matej. Hvala. Oskar, hvala tudi tebi za povabilo. Miha, hvala za vodenje po teh poteh in nova potovanja so pred nami. Veselim. Kako so komplementarna, kaj? Zdaj sem videl šele, kako so komplementarna. Vidiš, kako? Hvala vam vsem za pozornost. Hvala lepa. Se vidimo, slišimo kmalu spet. Hvala.